življenju je stvar perspektive. Nekaj, kar se zdi kot zaključek, je večkrat nov začetek. Pred vami je zaključek nekega obdobja. Obdobje, za katerega smo vam hvaležni, da smo ga lahko preživeli skupaj. Pokazali ste svoje najboljše sposobnosti ter zaključili najvišjo stopnjo študijskega razvoja, ki vam jo na univerzi lahko ponudimo. Danes se novi doktoranti pridružujete že 206 strokovnjakom, ki so končno delo svojega šolskega in znanstvenega izobraževanja zaključili na univerzi na Primorskem. S tem zadnjim protokolarnim dejanjem se vam zahvaljujemo za vaše zaupanje, da ste za svoje delo izbrali univerzo na Primorskem, ter se vam zahvaljujemo za to, da ste po svojih najboljših močeh prispevali k razvoju znanosti v Sloveniji ter na splošno. Spoštovani, dovolite mi, da v imenu Univerze na Primorskem začnem z dejanjem svečane podelitve doktorskih časti in privilegijev današnjim novim doktorjem Univerze na Primorskem. Najprej prosim prodekana Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, gospoda Marka Orla, da predstavi novo doktorantko Univerze na Primorskem, gospod Karlo Ferjančič. Slednja je pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Vida Vidriha ter so mentorstvom izredne profesorice dr. Marjetne Kranjc zagovarjala doktorsko delo z naslovom Konstrukcija gibanj togih teles za geometrijsko-zvezdnimi racionalnimi izletniki. Spoštovani gospod prodekan. Karla Ferjančič se rodila leta 1986 v Postojni. Podiplomski študij je zaključila na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, podiplomski študij pa na Dopavnik, kjer je doktorirala pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Vita Vidriha in so mentorstvom izredne profesorice dr. Marjetne Kranjc. Pedagoško delo upravljamo v Dopavnik in na Fakulteti za matematiko in fiziko. Raziskuje problemi, ki sodijo v numerično analizo in na področje računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja. Kot avtorica oziroma soavtorica je objavila 5 izvirnih znanstvenih člankov z mednarodnih znanstvenih matematičnih SCI-jev. Raziskovalne rezultate predstavlja na mednarodnih konferencah, na matematičnem seminarju v Kopru, na seminarju z numerične analize v Ljubljani ter na tujih univerzah. Najlepša hvala. Sedaj prosim mentorja, izrednega profesorja dr. Vita Vidriha, da predstavi doktorsko delo doktoranta. Hvala. Hvala. Dizertacija doktoranta Karle Ferjančič s naslovom Konstrukcije gibanj togih teles s geometrijsko-zvezdnimi racionalnimi izdelki obravnava pomemben razlog problemov z področja numerične aproksimacije, ki ima svoj potencial uporabe predvsem v računalniški grafiki, robotiki in računalniško podprtem geometrijskem načrtovanju. Aproksimacija in interpolacija z računalnimi izdelki je eno ključnih orodij v numerični aproksimaciji nasploh. V zadnjih letih pa se je z bliskovitim razvojem računalnikov posebno uveljavila tudi tako imenovana geometrijska interpolacija. V dizertaciji je tako obravnavana konstrukcija gibanj togih teles, ki interpolirajo ravno zaporedje pozicij s pomočjo geometrijske interpolacije. Ta pristop ima v primerjavi z klasično interpolacijo številne prednosti, med drugim to, da je parametrizacija gibanja določena avtomatično in da je dobljeno gibanje najmanjše možne stopnje. Tako so v dizertaciji predstavljeni nekateri interpolacijski problemi in izpeljane interpolacijske scheme za konstrukcije gibanj z racionalnimi izdelki in nizkih stopenj. Prav tako je v dizertaciji obravnavan nekoliko drugačen pristop in sicer konstrukcija gibanj togih teles z Euler-Rodrigovim orodjem na krivuljarskih tabelskih fotografov. Vsi teoretični rezultati so v dizertaciji podkrepljeni tudi z številnimi numeričnimi izdelki. Hvala. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti. Zato vas prosim, da izvršite dejanje za čas promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Karla Ferjančič, izjemno čast in privilegij je, da vas v imenu Univerze
Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, profesorico Maro Cotič, da predstavi današnjo novo doktorantko Univerze na Primorskem, gospod Majo Terlovič, ki je pod mentorstvom profesorice doktorice Andreje Istenič-Starčič ter so mentorstvom izredne profesorice doktorice Maruške Šulič-Kovač zagovarja doktorsko delo za naslovom Vpliv kurikuluma na področju urbanizma in prostorskega načrtovanja in pristopov k poučevanju in učenju na pojmovanje trajnostnega razvoja v Sloveniji. Prosim, gospod Dekanjo, da predstavi kandidata. Maja Terlevič se je rodila leta 1976 v Novem mestu. Na fakulteti za turistični študij Univerze na Primorskem je zaključila dodiplomski študij magistrskega pa na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za magistrsko nalogo je prijela nagrado Javnega sklada Republike Slovenije za izjemni študijski prispevek k trajnostnemu razvoju Slovenije, za predstavitev znanstvenega članka na konferenci o raziskavah in pedagoškem izobraževanju, pa štipendijo Evropskega izobraževalnega raziskovalnega združenja. Sodelovala je na mednarodni znanstveni konferenci na temo urbanizem in trajnost in objavila članke v raznih znanstvenih publikacijah, med njimi v reviji Urbani izziv. V poklicni oziroma vseživljenjski karieri stremi k inovativnemu odzivanju za trajnostno prihodnost. Nadalje prosim profesorico Maro Cotič, da predstavi tudi vsebino doktorske disertacije doktoranta. Visokošolsko izobraževanje ima pomembno vlogo pri uresničevanju načel trajnostnega razvoja s posrednim in neposrednim vplivom na študente, bodoče strokovnjake in njihove odločitve v prihodnosti. Čeprav obstaja soglasje med zainteresiranimi stranmi, da ima visokošolsko izobraževanje pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju in se je število raziskav od tem področju v zadnjem desetletju povečalo, je vključitev spoznanj učne načrte počasno. Kakovostno in učinkovito izobraževanje za trajnostni razvoj zahteva razumevanje širokega spektra meddisciplinarnih konceptov, spodbuja razvoj znanja, razumevanja, vrednot in delovanja. V raziskavi so bila proučena pojmovanja študentov v trajnostnem razvoju in dejavnosti povezanih s trajnostnim razvojem študentov ter poučevanjem in učenjem na področju prostorskega razvoja študentov urbanizma in prostorskega načrtovanja v Sloveniji. Izvedena je bila kvalitativna, pregledna, neeksperimentalna raziskava med študenti urbanizma in prostorskega razvoja. V okviru študije primera so bili izvedeni učitelji za univerzitetnimi učitelji. Rezultati raziskave med študenti kažejo, da so študenti v povprečju seznanjeni s trajnostnim razvojem, predvsem ga povezujejo z ekonomskim področjem, sledi razumevanje okoljskega vidika, veliko slabše pa poznajo socialni in kulturni vidik trajnostnega razvoja. Med metodami so izpostavili učenje z reševanjem realnih obstoječih problemov, učenje s praktičnim usposabljanjem in delo na terenu. Izsledki intervjuja med učitelji kažejo, da so v zadnjih letih v svoje poučevanje za trajnostni razvoj vpeljali številne spremembe in da je uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij, reševanje realnih problemov in predstavitev dognanj prakse vse pogostejša. Tudi analiza učnih načrtov je pokazala, da so vsebine in pojmi na področju zastopani nekoliko krepkeje na drugi bolonjski stopnji kot na prvi. Andreji Istenič-Starčič ter zahvaljujem za njeno predstavitev. Spoštovana.
Iskreni čestitke. Spoštovani, nadalje ponovno prosim dekanjo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, profesorico dr. Maro Cotič, da predstavi naslednjo današnjo doktorantko, gospo Leo Kozel, ki je pod mentorstvom profesorice Mare Cotič ter somentorstvom izredne profesorice dr. Amalije Žakelj zagovarjala doktorsko delo z naslovom Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v prvem triletju osnovne šole. Teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava. Lea Kozel se je rodila leta 1978 v Kopru. Je profesorica razrednega pouka, zaposlena na osnovni šoli Antona Putimarja v Kopru. Rezultati svojega dela objavlja v domačih in tujih priznanih publikacijah, ki se ukvarjajo s vzgojo in izobraževanjem osnovnošolskih otrok, ter z izobraževanjem in usposabljanjem bodočega pedagoškega kadra. Doslej je s prispevki sodelovala na domačih in mednarodnih simpozijih. Trenutno je za nedoločen čas zaposlena na osnovni šoli, ker poučuje v 4. razredu. Vzporedno že vrsto let dopolnilno dela na področju didaktike matematike na Pedagoški fakulteti Koper, kjer z izvajanjem hospitacij naskokov za študente, spremljanjem in vodenjem nedelj v pedagoško prakso ter mentorstvom pri diplomskih nalogah, prenaša svoje teoretično znanje in predvsem izkušnje iz prakse na študenta, bodočega pedagoškega delavca. Spoštovana gospa dekanja, prosim vas, da predstavite tudi doktorsko delo kandidatke. Hvala. Kratek povzetek doktorske disertacije. Zaradi slabosti, ki preprečujejo preusmeritev od poučevanja k učenju, se je kandidatka Lea Kozel odločila v doktorski disertaciji izvede raziskavo, v kateri je, izhajajoč iz modelov poučevanja in učenja ter iz sodobnega kognitivno-konstruktivističnega modela pouka, empirični del raziskave izvedla v obliki eksperimenta, ki bi usmerjen k naslednjim ciljem. Razviti in evalvirati eksperimentalni kognitivno-konstruktivistični model pouka, pri katerem je učenec v vlogi aktivnega soustvarjalca v učnem procesu. Evalvirati kognitivne dosežke učencev in hkrati emocionalno-motivacijski odnos otrok do matematike ter z uporabo eksperimentalnega kognitivno-konstruktivističnega modela pouka razvijati miselne strategije in veščine pri učencih na posameznih matematičnih področjih. Spoštovani prorektor, izpolnili so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Lea Kozel, izjemno čast ter privilegij mi je, da vas lahko danes v imenu Univerze na Primorskem svečano promoviram v doktorico znanosti z področja edukacijskih del. Iskreni čestitke. Hvala. Spoštovani, ponovno prosim dekanjo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, profesorico dr. Maro Cotič, da predstavi novo doktorantko Univerze na Primorskem, gospo Lucijo Jančec. Slednja je pod mentorstvom profesorice dr. Jurke Lepičnik-Vodobivec zagovarjala doktorsko delo za naslovom Dejavniki prikritega kurikuluma v vrtcu in šoli. Čimbenici skriveno kurikuluma v vrtiču in školi. Spoštovana gospa dekanja, prosim vas, da predstavite doktorsko študentko gospo Lucijo Jančec. Lucija Jančec je rojena leta 1984 v Bihaću. Na Univerzi na Reki je zaključila študij pedagogike in filozofije. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov in poglavja v znanstveni monografiji, ki je šla pri uglednih mednarodnih založbah.
Objavljena dela temeljijo na pedagoško-filozofskem diskurzu, ki problematiko prekritega kurikula v vrtcu in šoli obravnava celostno. Njen znanstveni in raziskovalni interes je tudi v bodoče osredotočen na raziskovanje prikritih dejavnikov v procesu vzgoje in izobraževanja. Trenutno deluje v dijaškem domu Podmornice na Reki. Hvala. Sedaj prosim mentorico, profesorico, doktorico Jurko Lepičnik Vodobibec, da predstavi doktorsko disertacijo doktorata. Hvala. Kratek povzetek doktorske disertacije. Dejavniki prikritega kurikula v vrtcu in šoli. Učenci se v šoli kot otroci v vrtcu, poleg učenja vsebine, ki je predpisana z uradnim kurikulom, učijo še kaj drugega. To je vsebina prikritega kurikula. Prikriti kurikul je pomemben zato, ker vpliva na potek izobraževanja, pojavlja se kot skupek afektivnih rezultatov izobraževanja, ki so nujni za uspešno socialno integracijo. Pridobljeni rezultati dajejo pomemben pogled v splet značilnosti vzgojiteljev in učiteljev ter predstavljajo izhodišče za nadaljne razprave o prikritem kurikulu na izvedbeni ravni. Prav tako kažejo na aktualnost in potrebo po nadaljnem proučevanju pomena prikritega kurikula ter možnosti vplivanja na ta pojav. Spoštovani projektor, izpolnjeni so vsi pogoji za pozitivne časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje slučajne promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Lucija Jančic, je zavedno čast, privilegij, da vas lahko danes v imenu Univerze na Primorskem svečano promoviram v doktorico znanosti z področja edukacijskih ved. Iskrena čest. Sedaj prosim prodekana Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, docenta doktorja Marka Orla, da predstavi naslednjega doktoranta Univerze na Primorskem, gospoda Mateja Voglarja. Slednji je pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Nejca Šarabona zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Spremembe senzorično-motoričnih funkcij trupa pri upravljalcih dvigal ter učinkovitost preventivne gibalne aktivnosti. Spoštovani docent dr. Marko Orl, prosim vas, da predstavite doktoranta. Matej Voglar je bil rojen leta 1982 v Mariboru. Leta 2009 je diplomiral na zdravstveni fakulteti v Ljubljani, smer fizioterapija in se zaposlil v rehabilitacijskem centru Dom Batopola v Izraelu. V delu se je ves čas dodatno izobraževal ter s uspešno upravljenima izpitoma pridobil certifikat Mednarodnega združenja ortopednih medicin. Leta 2012 je magistriral pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Nejca Šarabona in prejel priznanje Santorijo za nadpovprečno študijsko uspešnost in znanstveno raziskovalne dosežke. V času doktorskega študija je objavil 3 članke mednarodnih STI revije. Najlepša hvala. Sedaj prosim mentorja, izrednega profesorja dr. Nejca Šarabona, da predstavi tudi delo današnjega doktoranta. Bolečina v spodnjem delu hrbta je precej pogosta, tako pri delovno aktivni populaciji še posebej pereč problem in zaradi nje največkrat izostanemo iz delovnega mesta, kar pripelje do številnih finančnih in tudi osebnih problemov. Matej Voglar se je na svoji poti doktorskega izobraževanja polotil enega izmed 3 najbolj pogostih razlogov za nastanek te tegobe na delovnem mestu
pa je Luka Koper v bližini in imajo eno najdragocenejših delovnih mest upravljavce žerjavov oziroma dvigal, ki imajo tovrstne probleme in številne izostanke iz delovnega mesta v ospredju. Smo se ravno te populacije lotili kot ciljne. Matej je izvedel študijo zelo obširno v realnem delovnem okolju, kjer je predhodno razviti metodologiji, s katero smo spremljali tako biomehanske kot elektrofiziološke vidike delovanja trupa, za katere se smatra, da so v ozadju nastanka pri obremenitveni sindromov medvretenčnih ploščic. Potem je sledila druga študija, ta je bila izvedena v sodelovanju z Amsterdamom v laboratorijskih pogojih, kjer smo se pa vprašali o mehanizmih v ozadju teh težav. Gre za raziskovalno delo, ki je tudi mednarodno odmevnost doseglo že v času nastajanja naloge, prav tako pa daje aplikativne rešitve, kot so mehanska opora, izhodišča za konstruiranje mehanske opore za razbremenitev hrbtenice v času tovrstnih del, kot tudi potencial gibalno-terapevtskega ukrepanja za preventivno delovanje. Spoštovani prorektor, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti. Zato vas prosim, da izvršite dejanje Svečane promocije doktorja znanosti. Spoštovani gospod Matej Vogran, izjemno čast in privilegij mi je, da vas lahko danes v imenu Univerze na Primorskem slovesno promoviram v doktorje znanosti z področja kineziologije. Slednje čestitke. Sedaj prosim dekanjo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, profesorico doktorico Ireno Lazar, da predstavi naslednjo doktorantko danes. Gospa Urška Lampe je pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Gorazda Bajca ter somentorstvom izrednega profesorja dr. Borta Klabjana zagovarjala doktorsko disertacijo za naslovom Deportacije iz Julijske krajine po drugi svetovni vojni 1945-1954. Prosim gospod dekanjo, da predstavi kandidatko. Hvala lepa, gospod rektor. Spoštovani. Urška Lampe je bila rojena leta 1987 v Kopru. Leta 2011 je diplomirala iz zgodovine na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Na isti fakulteti je upisala doktorski študij in leta 2016 uspešno zagovarjala doktorsko dizertacijo. Od leta 2011 do 2014 je bila raziskovalka zaposlena na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Od leta 2014 do 2016 pa na Inštitutu Nove revije. Od leta 2016 je zaposlena na Inštitutu IRIS. Vsa leta aktivno sodeluje v uredništvu znanstvenih revij Acta Histrije in Anales, Series Historia in Sociologija, kjer je leta 2016 prevzela tudi mesto urednice. V času svojih raziskav je pripravila več znanstvenih prispevkov, sodelovala je na mednarodnih znanstvenih konferencah ter tudi pri pedagoškem procesu na oddelku za zgodovino Fakultete za humanistične študije. Spoštovana dekanja, nadalje vas prosim, da zaradi odsotnosti mentorja ter somentorja predstavite tudi doktorsko delo današnje doktorante. Povzetek doktorske dizertacije, deportacije iz Julijske krajine po drugi svetovni vojni v obdobju 1945-1954. V dizertaciji so predstavljeni najbolj relevantni problemi deportacij iz Julijske krajine po drugi svetovni vojni in sicer od konca
v veliki meri še neobjavljenega arhivskega gradiva, ki ga hranijo arhivske inštitucije v Sloveniji, Italiji, Srbiji, Veliki Britaniji, ZDA in Švici. Obenem so bili upoštevani objavljeni dokumenti, časopisni prispevki, spomini, ustna pričevanja in pravni viri ter najbolj relevantna literatura. Raziskava posledično v vseh pogledih presega dosedanje vedenje o problemu deportacij, ki do sedaj ni bil deležen natančne in poglobljene zgodovinske obravnave. Spoštovani gospod prorektor, izpolnili so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Urška Lampe, izredno čast privilegij mi je, da ste danes v imenu Univerze na Primorskem slovesno proglasili za doktorico znanosti z področja zgodovine Evrope in Sredozemlja. Iskrene čestitke. Spoštovani, sedaj ponovno prosim dekanjo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, profesorico doktorico Maro Cotič, da predstavi naslednjo doktorantko Univerze na Primorskem, gospod Sašo Podgoršek. Slednja je pod mentorstvom docentke doktorice Brigitte Kacijan ter somentorstvom profesorice doktorice Andreje Istenič-Starčič zagovarjala doktorsko delo z naslovom Razširitev učnega okolja, podpori informacijske in komunikacijske tehnologije pri pouku tujih jezikov. Prosim, gospod dekanjo, za predstavitev doktoranta. Saša Podgoršek je rojena leta 1971 v Kranju. Leta 1998 je diplomirala iz nemškega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2001 pa je zaključila podiplomski študij nemščine kot tujega jezika v Nemčiji na Univerzi v Kasselu. Zaposlena je kot lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ker poučuje nemščino za filozofe, teretologe in kulturnega antropologe. Poleg tega je nekaj let izvajala tudi predmet spletno odprto poučevanje in učenje tujih jezikov. Je avtorica visokošolskega učbenika Nemški jezik za etnologe in kulturne antropologe. V svojem raziskovalnem delu se posveča razvoju novih pristopov pri učenju in poučevanju tujih jezikov s podporo tehnologije. Uredila je 3 interaktivne knjižne raziskave za nemščino ter zasnovala in izvedla več seminarjev za učitelje. Je tudi predsednica Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika. Najlepša hvala. Sedaj prosim somentorico, profesorico, doktorico Andrejo Istenič-Starčič, da v odsotnosti mentorice predstavi doktorsko delo našega doktoranta. Hvala. Cilj dizertacije je bilo ugotoviti, kako v slovenskih srednjih šolah poteka učenje in poučevanje tujih jezikov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Raziskava je vključevala 2 študiji, kvantitativno neeksperimentalno raziskavo, v kateri je sodelovalo 200 srednješolskih učiteljev, ter pluralno študijo primera, v kateri so sodelovali 3 oddelki ene izmed ljubljanskih gimnazij. Rezultati so pokazali, da je večini učiteljev tehnologija dostopna, njeni rabi so naklonjeni, vendar del potencialov tehnologije ostane neizkoriščenih, kar nakazuje na potrebo po nadaljnjem razvoju razširjenega učnega okolja po podpori IKT pri pouku tujih jezikov. Poleg navedenih rezultatov raziskave je pomemben prispevek dizertacij tudi model spletne učne poti, ki je predstavljal skupno izhodišče pluralne študije primera. Rezultati študije so pokazali, da ima razširitev učnega okolja s podporo informacijskih tehnologij potencial za premik paradigme tuje jezikovnega poučevanja
v smer na učencev sredinjen pouk, ki izgrajuje oziroma konstruira v procesu odkrivanja in izkušanja. Identificirali pa smo tudi področja, ki potrebujejo predvsem sistemsko podporo, da bi do spremembe paradigme lahko prišlo. Spoštovani prorektor, izpolnili smo vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovana gospa Saša Toporoš, izjemen privilegij in čast mi je, da vas lahko danes v imenu Univerze na Primorskem svečano promoviram na doktorico znanosti z področja edukacijskih ved. Naslednji čestitke. Spoštovani, ponovno prosim dekanjo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, profesorico doktorico Maro Cotič, da predstavi novo doktorantko Univerze na Primorskem, gospo Branko Ribič-Hebej. Slednja pod mentorstvom profesorice doktorice Branke Čagran, ter so mentorstvom profesorice doktorice Maje Cenčič zagovarjala doktorsko delo z naslovom Psihosocialni dejavniki odnašanja in zavlečevanja za vidika šolske uspešnosti dejavnosti. Prosim gospod dekanjo, da predstavi doktorantko. Branka Ribič-Hebej je rojena leta 1962 v Novem mestu. V obdobju šolanja na novomeški gimnaziji napisala 5 raziskovalnih nalog za Krkine nagrade. Študij enopredmetne psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani je zaključila leta 1986. Od leta 1996 do 2006 se je teoretično in praktično usposabljala iz vedenjske kognitivne terapije. Leta 2013 je pridobila evropsko psihološko licenco. Po magistrski študiji pedagogike na Filozofski fakulteti v Mariboru se je upisala na doktorski študij edukacijskih ved na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in ga letos uspešno zaključila. Sedaj je zaposlena na srednji šoli, kjer poučuje psihologijo in dveh osnovnih šolah, kjer dela z nadaljnjimi učenci in učenci s posebnimi potrebami. V zadnjih 5 letih je sodelovala na mednarodnih kongresih in je objavljala članke z področja zavlačevanja srednješolcev, kar je ključna tema njene doktorske naloge. Najlepša hvala. Sedaj prosim somentorico, profesorico doktorico Majdo Cenčič, da v odsotnosti mentorice predstavi doktorsko delo doktorantke. Kandidatka je doktorski disertaciji predstavila funkcionalno odnašanje in nefunkcionalno zavlačevanje. Poleg teoretične predstavitve teme je izvedla raziskavo med dijaki 3. letnika srednjih šol in šolskimi svetovalnimi delavci. Z ustreznimi merskimi pripomočki je dokazala, da je med srednješolci prisotno tako odlašanje kot zavlačevanje. Ugotovila je statistično značilne razlike v posameznih faktorjih glede na različne demografske podatke. Izpostavila pa tudi visoko prisotnost zavlačevanja v šolski situaciji. Se je kar 73% srednješolcev menilo, da zavlačuje. Tudi šolski svetovalni delavci so ocenili zavlačevanje kot problematično in kot odgovornega za stanje pomenili vodstvo šol, ki posredno omogoča tako disfunkcionalno obliko vedenja. Spoštovani prorektor, izpolnili so vsi pogoji za pridobitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti.
čast in privilegij mi je, da se lahko danes v imenu Univerze na Primorskem slovesno promoviram v doktorico znanosti s področja edukacijskih ved. Iskreni čestitke. Spoštovani, dovolite mi, da se ponavljam. Trenutek nekega zaključka je trenutek novega začetka. Danes smo slovesno zaključili podelitev doktorskih privilegijev novim doktorantom Univerze na Primorskem. Danes je pred vami začetek obdobja, ko za svoj strokovni, znanstveni ter etični razvoj ter nadaljevanje delovanja odgovarjate sami. Prepričani smo, da Univerza ni delovala za vas zgolj kot izobraževalna inštitucija, temveč tudi prostor srečevanja, v katerem ste stkali številne povezave in stike tako za nekdanjimi učitelji kot za kolegi. Stike, ki vas bodo usmerjali v vašem prihodnem, raziskovalnem, znanstvenem in strokovnem delu. Dovolite mi, da se še enkrat na koncu zahvalim v imenu Univerze na Primorskem, da ste za svoj prostor, za izdelavo doktorskega dela, za izpeljavo doktorskih raziskav ter za zaključno znanstveno delo izbrali prav našo univerzo ter tukaj delujoče učitelje. Dovolite mi, da vas v Univerzi na Primorskem sedaj, ko za najvišjo stopnjo izobraževanja odhajate od nas, povabim še na kratko zakusko v avli muzeja. Najlepša hvala vsem svojcem, mentorjem, profesorjem, vodstvom, članic ter najlepša hvala kandidatom. Nasvidenje.